Svoje zmogljivosti so predstavili vojaki Slovenije, Madžarske in Italije. Plavalec v Dravi opozarja na mučenje in zlorabo živali. Vedoželjni mladi se na poseben način seznanjajo s kemijo. Dober večer. V Sloveniji od sredine junija poteka mednarodna vojaška vaja večnacionalnih kopenskih sil Zvita Podlasica 2014 s približno 1300 udeleženci. Za Slovensko vojsko so takšne vaje po besedah vodje vaje, brigadirja Davida Humarja, izjemnega pomena, saj se tako uri v sodelovanju s tujimi vojskami, s katerimi sodeluje tudi na mednarodnih misijah. Tokratno vajo pa si bomo zapomnili tudi po nesreči na vadišču v Apačah. Ob vžigu smodnika se je namreč poškodoval slovenski vojak. Dobil je opekline po obrazu in rokah. Vojaku so takoj nudili prvo pomoč in ga odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center. Dobra novica pa prihaja iz športnega centra Pohorje. Delavci so po nekaj mesecih dobili plače. K temu je pripomogel včerajšnji podpis predpogodbe za najem infrastrukture centra med mariborsko občino in družbo za upravljanje terjatev bank. Tako so rešili okoli 100 delovnih mest in največjega ponudnika turističnih storitev v Mariboru, saj za zdaj obrevalovali pred stečajem. Po sodni izvršbi na zahtevo celjskega podjetja Moler je danes na okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici potekala že tretja dražba, na kateri so se prodajali vinogradi mariborske nadškofije, a kupca ni bilo. Podjetje Moler namreč terja denar za dela na mariborski škofijski gimnaziji v vrednosti 20 000 evrov. Današnja izklicna cena za vinograde je bila okoli 4800 evrov. Upnik lahko zdaj predlaga ponovno izvršbo nepremičnin. Velenjski rudarji že tretji dan stavkajo. Pogajanja med njimi in upravo premogovnika se nadaljujejo. 1400 rudarjev zahteva izplačilo dodatkov in zaostanka plač ter regresa. Sporočajo tudi, da ne bodo privolili v nižanje plač. Direktor holdinga Slovenske elektrarne Blaž Korošak je na izredni seji svetnikov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki poudaril, da so razmere v premogovniku kritične in da je podjetje tik pred stečajem. Poglejte, jaz sem povedal eno najslabših možnih variant, ki se bi lahko zgodila v skladu s tem, kaj se trenutno dogaja, kakšna je likvidnostna situacija. Treba je pač odkrito povedati. Jaz mislim, da vse preveč smo do zdaj molčali, razlagali samo in sadili rožice, treba pač povedati. Ne? Možnost je tudi ta, ampak proti tej možnosti bomo naredili vse, kar je pač v moči mene, kar je v moči poslovodstva oziroma uprave premogovnikov, da do tega scenarija ne bo prišlo. Na Ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo kazensko ovadbo zoper nove lastnike Heliosa, ker so ti z domnevno zastavo vsega premoženja zavarovali finančni prevzem podjetja. Avstrijski Rin, lastnik Heliosa, zanika, da bi podjetje dodatno zadolžil, ter poudarja, da nakup Heliosa ni v nasprotju s slovensko zakonodajo. Toda iz zemljiško-knjižnega izpiska je razvidno, da so prav na dan, ko so tudi formalno začeli upravljati z delnicami Heliosa, zastavili vse premoženje podjetja z maksimalno hipoteko za kar 400 milijonov evrov. Zdaj pa sledi še drugo domače dogajanje. Agrokor je objavil namero za odkup preostalih 47% delnic Mercatorja. Za delnico ponuja 86 evrov. To je cena, po kateri je od konzorcija prodajalcev kupil nekaj več kot 53% delnic. Med lastniki 47% delnic sta hrvaška Splitska banka iz skupine Societe Generale in Unicredit Banka Slovenije. Pomembni posamični lastniki so v zadnjih letih postali tudi hrvaški pokojninski skladi, ki delujejo prek hrvaških podružnic Societe Generale in Unicredita. Za prevzem 100% slovenskega trgovca bo Agrokor skupaj plačal 324 milijonov evrov. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predsedniku Državnega zbora Janku Vebru predala poročilo za leto 2013. Kot je ob tem pojasnila, je tokratno poročilo najobsežnejše v vseh 20 letih delovanja varuha, največ doslej kar 150 pa je tudi priporočil. Opozorila je na nepremišljenost in hitenje pri sprejemanju zakonodaje, dolgotrajnost upravnih in sodnih postopkov ter na težave otrok, starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Dodaja še, da ni le težav z nezaposlenostjo, ampak se nanjo obračajo tudi zaposleni in upokojenci, ki opozarjajo, da s tem, kar dobijo, ne morejo preživeti.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je na prvi stopnji v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, ki od Ministrstva za zunanje zadeve zahteva 20 000 evrov odškodnine zaradi diskriminacije, ker mu je julija lani prekinilo delovno razmerje. Sodišče je ugotovilo, da je delovno razmerje tožniku prenehalo zakonito v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ in zato zavrnilo zahtevek za plačilo odškodnine. Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja na predčasnih parlamentarnih volitvah v bolnišnici, zdravilišču, domu za ostarele ali v zaporu, bodo lahko svoj glas oddali po pošti. Zahtevo za takšno glasovanje lahko vložijo še danes. Ti volivci bodo po pošti prejeli volilno gradivo, ki ga morajo oddati na pošto najpozneje dan pred volitvami, torej 12. julija. Ti volivci v nedeljo 13. julija ne bodo mogli glasovati na volišču, tako da nimo volivec, ki je zahteval glasovanje po pošti, pa je bil odpuščen iz bolnišnice in gradiva ni prejel, vseeno ne bi mogel glasovati na volišču. Nocoj pa vas vabimo tudi k ogledu posebne predvolilne oddaje Tele1. Prvo soočenje na televiziji Maribor bo vodil sodelavec Matej Korošec, ki ga zdaj sprašujem, katere bodo glavne teme. Ja, dober večer. Od borcev za vaše glasove bomo zahtevali konkretne odgovore, kako bodo poskrbeli za dobrobit tudi prebivalcev severovzhodne Slovenije. Visoka brezposelnost, zamujanje državne pomoči za Podravje, privatizacija podjetij, pa korupcija, velikost in razsipnost javne uprave in priporočila Evropske komisije, ki se jih bo nova vlada morala držati. O njihovem videnju prihodnjega 4-letnega obdobja bomo povprašali predstavnike Desusa, Državljanske liste Pozitivne Slovenije, SDS-a, Združene levice, stranke Verjamem, Zelenih Slovenije in liste Enakopravni deželani Naprej Slovenija. No, k sodelovanju povabimo tudi vas, drage gledalke in spoštovani gledalci. Vprašanja za poslanske kandidate nam lahko posredujete na elektronski naslov tv.maribor@rtv.slo.si ali na Facebook stran tvmb.si. Začnemo natanko ob 20. Hvala. Evropski kulturni in tehnološki center Maribor te dni po mariborskih mestnih četrtih že izvaja počitniške delavnice za mlade. Ob druženju pa niso pozabili na učenje, saj spoznavajo različne fizikalne, matematične in druge pojave. Današnja ustvarjalna delavnica s kemijskim čaranjem z naslovom Ali je elektrika nevarna in kaj pravi Nikola Tesla je potekala v mestni četrti Magdalena. Mladih ponavadi ne zanimajo suhoparne formule in imena izumov, zelo radi pa si ogledajo različne poskuse. Najraje si ogledajo pač takšne eksperimente, kjer se nekaj dogaja, kjer se nekaj spremeni, recimo pri elektriki, če nastajajo kakšne strele, pri kemiji, če se kakšne barve spremeni, če kaj pokne, če kaj izbruhne, kak dim. Z delavnicami na prostem želijo znanost približati predvsem najmlajšim ter jo narediti privlačnejšo. Želimo narediti naravoslovje zanimivo in jih spodbuditi k temi tehničnimi poklici. Vsake počitnice se udeležim kakšnega tabora, tega vsako leto, zato ker me zanima veliko stvari in to mi ponuja možnost tudi. Super. In kaj boš šla študirati, že imaš kakšno idejo, kaj boš, ko boš velika? Ja, najraje bi šla nekaj s tehniko, res. Pa z elektriko, taksna smer me bolj zanima. Ne bi bilo lažje doma, recimo spati do 10, gledati televizijo, biti na računalniku malo, ne? Ja, v 2 mesecih to postane dolg čas. Te pa moraš nekaj drugega delati. Eksperimente si bo možno ogledati tudi jutri, in sicer v prostorih mestne četrti Tabor in v petek v prostorih mestne četrti Tezno. Od jeseni v Sloveniji deluje živalska policija. Gre za nevladno organizacijo, ki rešuje živali pred nevzdržnimi življenjskimi razmerami in nevestnimi lastniki. Da bi to policijo bolje spoznala tudi širša javnost, se je njen predsednik odločil za nenavaden promocijski podvig. Kot smo že napovedali, bo kar 2 dni preživel v Dravi. Če vas pot danes ali jutri zanese na mariborski Lent, ne bodite presenečeni, če boste v Dravi zagledali plavalca. Mariborčan Aleksander Kamenik se je namreč sinoči podal na 48-urni plavalni maraton, namenjen pomoči in večji prepoznavnosti živalske policije. Nekako sem študiral, da Lent festival je, ogromno ljudi je na Lentu, mediji ste tukaj in vse se dogaja med železniškim mostom in študentsko brvjo.
kar pomeni na očeh medijev in očeh ljudi. Obseg dela se je tako povečal, da ga nismo sposobni sfinancirati. Smo poskusili torej tudi na takšen način z tem športnim dogodkom v okviru festivala Lent ljudi opozoriti na to, da te problemi z živalmi so tukaj in danes prisotne, potrebno jih je prepoznati in seveda ustrezno ukrepati. Čeprav ima Drava te dni le 15 stopinj, je bilo vzdušje pred začetkom plavanja odlično. Zdaj sem spočit, dobre volje. Lahko samo rečem, da prvi dan ne bo težav, drugi dan pa so presenečenja mogoča, ampak ker vem, da plavam za živali, sem pripravljen tudi umreti v vodi. Jaz sem sestra njegova in definitivno, če je pol toliko kot jaz, potem mu bo uspelo. Sigurno, da ja, bo. Fantastičen podvig za Slovenijo, fantastičen podvig za Evropo. Glede na to, da jaz osebno tudi imam psičko, pa imam rad živali, upam, da bo ta živalska policija vedno bolj živela. Tu v tem okolišu že živi, slišal sem nekaj zelo zanimivih, dobrih zgodb s srečnim koncem, tako da upam, da bo v tem duhu tudi naprej. Sicer pa bodo vse do konca hiperplavalskega maratona za varnost in dobro počutje skrbeli mariborski gasilci v spremljevalnem čolnu. Na Dravsko obrežje pa ste vabljeni tudi vsi, ki želite podpreti akcijo ali prispevati hrano, finančne sredstva in pripomočke za lažje delovanje živalske policije. V 5 občinah na širšem mariborskem območju so namestili nove turistične in označevalne table, ki nakazujejo več kot 300 ponudnikov turističnih storitev. Tako si prizadevajo doseči čim boljšo prepoznavnost vinorodnega območja Slovenskih goric. Vinorodna pokrajina je osnova turistične ponudbe v občinah Kungota, Pesnica, Šentilj, Duplek in Maribor. Letos z novo kletjo in turizmom na kmetiji ponujajo več turističnih storitev tudi Waldhuberjevi v Svečini. Zdaj jih bodo gostje lažje našli. Tisti, ki prihajajo k nam, imajo malo težave z navigacijskimi sistemi, kateri malo slabše delujejo in jih potem usmerjajo tudi po kakšnih daljših pa slabših poteh. Tako da mislim, da bodo te nove table tudi odigrale eno pozitivno vlogo. Na novo so postavili 242 turističnih in usmerjevalnih tabel, večinoma so zamenjale lesene in dotrajane. Projekt vodi Mariborska razvojna agencija, vreden je 140 000 evrov. Večino, 85%, zagotavlja evropski program LIDER, preostanek so plačale občine. V prihodnjih mesecih bodo organizirali še različne kulinarične, izobraževalne in kulturne prireditve. Z njimi želijo povezati turistične ponudnike. Pripravljali bomo seveda normalno tudi katalog gostinsko-turistične ponudbe območja in pa seveda zemljevid. Odkar se je malo začela sezona turistična, imamo na naši kmetiji kar lep obisk, predvsem v apartmajih se je pričelo. Sam vinotoč je že deloval čez zimo. Naravne lepote, vino in kulinarika Slovenskih goric in Pohorja so magnet zlasti za tuje goste, poudarjajo Waldhuberjevi. V zadnjih 2 mesecih njihovo kmetijo obiskujejo večinoma tujci. Pod imenom Ana Desetnica se skriva mednarodni festival pouličnega gledališča, ki letos vabi kar v 10 slovenskih mest. Vsako leto zaide tudi v mariborske konce, kjer se pomodi vse svoje živahnosti in pisanosti. Naša ekipa je delček dogajanja ujela za vas. Poglejmo. Francija je sinonim kuharije in kulinarike. Pravo parodijo na to temo pa doživimo v francoski poulični predstavi Kuhinja La Cuisine. Nadvse zoprni šef in njegov narodni asistent. Zmagovita kombinacija za smeh. J'ai la chance d'avoir un grand chef à mes côtés, de pouvoir apprendre beaucoup de choses tous les jours et c'est un véritable honneur de Je sais. Après, la cuisine française. Je crois que ce que les gens voient le plus, c'est pas forcément la cuisine, c'est surtout on a revisité des vieux numéros de clown, la tarte à la crème, les portes dans la figure. Tout ça c'est vraiment des vieux numéros qui nous plaisaient vraiment nous plaisait. Ujetosti v togo kolesje birokracije se loteva predstava Osebno prosim v ameriško-slovenski igralski navezi. It was an experiment for school that turned into something bigger. Unless I ask you a question. Gre za turistko, ki se sooči s kopico teh birokratskih preprek. Ja, in ker je malo naivna in ne ve točno, kaj mora narediti, se ji zgodijo tudi slabe stvari potem. The role of the bureaucracy in our show is
to show the insane, bug-eyed fury of it. In še malo žonglersko-glasbene sinergije Oskarja Štrudla ter njunega avstrijsko-švicarskega pouličnega šova. Oh, the paparazzi, the media is here. Smiles, everybody. Yay! Potem, ko so policisti 15 ur zasliševali nekdanjega francoskega predsednika Nikolaja Sarkozija, je tožilstvo proti njemu sprožilo preiskavo zaradi suma korupcije in zlorabe položaja. Preiskovalni sodnik bo zdaj presodil, ali je tožilstvo zbralo dovolj trdne dokaze za vložitev obtožnice. Sarkozy trdi, da je nedolžen in da so obtožbe politično motivirane. Še več dogodkov iz tujine pa povzemamo v naslednjih minutah. Proti nekdanjemu francoskemu predsedniku Nikolasu Sarkozyju so po 15 urah zaslišanja uvedli uradno preiskavo zaradi suma korupcije, trgovanja z vplivom in sprejemanja zaupnih informacij. Preiskovalci sumijo, da je Sarkozy, ko je bil predsednik, sodniku obljubil položaj vladnega svetovalca v zameno za podatke o poteku preiskave glede domnevno nezakonitega financiranja svoje volilne kampanje. Preiskujejo tudi domneve, da je nekdo Sarkozyja obvestil o tem, da v okviru preiskave prisluškujejo njegovemu telefonu. Primer predstavlja veliko grožnjo za njegove upe v vrnitev na politično prizorišče. Ukrajinska vojska v podpori tankov in zračnih sil drugi dan nadaljuje ofenzivo proti proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine. Ofenzivo so znova sprožili po 10-dnevnem premirju, ki pa ni dalo želenih rezultatov. Ukrajinska obmejna služba je sporočila, da je bil v napadu na mejni prehod v regiji Donetsk na meji z Rusijo v torek zvečer ubit pripadnik obmejne službe, 8 je bilo ranjenih. Separatisti medtem poročajo o obsežnem letalskem obstreljevanju. Na Dunaju potekajo pogajanja Irana in 6 velikih sil o spornem iranskem jedrskem programu. Razlike med stranima še vedno ostajajo glede vprašanja bogatenja urana in števila centrifug. Sporna točka je tudi reaktor na težko vodo v iranskem Araku. Končni dogovor si želijo skleniti do 20. julija, zato bi lahko intenzivna pogajanja trajala več tednov. Severna Koreja v tednu dni že tretjič v morje poskusno izstrelila rakete kratkega dosega. Danes je ob svoji vzhodni obali v Japonsko morje izstrelila raketi z dometom okoli 180 km. Severna Koreja sicer v ponedeljek presenetljivo predlagala, da bi obe Koreji prekinili tako besedne kot vojaške sovražnosti. Seul je predlog zavrnil. Južnokorejsko ministrstvo za združitev je ob tem Pjongjang pozvalo, naj iskrenost svojega predloga pokaže z odpovedjo jedrskemu orožju. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko koralni grebeni karibskih otočij že čez 20 let izginili zaradi preobsežnega ribolova. Ta je razredčil število rib, ki se prehranjujejo s koralami in algami, ter tako ohranjajo uravnotežen koralni ekosistem. V karibskem otočju obstaja le 1/6 prvotnih koralnih grebenov, kar je 9% vseh svetovnih koralnih grebenov. Tudi vreme ni več takšno, kot je bilo včasih julija, a se obeta preobrat. Zjutraj bo lahko še kje kratkotrajna megla, potem pa končno sonce. Malo topleje bo, zjutraj do 15, čez dan do 26, ob morju 28 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vse topleje, v soboto popoldne pa bo predvsem v gorah možna kakšna nevihta. Kot že rečeno, še enkrat povabilo, da se nam ob 20. uri spet pridružite, ko bo na našem sporedu prvo predvolilno soočenje pred skorajšnjimi državnozborskimi volitvami. Nasvidenje.